V hiši v Spodnjih Gorjah je bilo dolga leta slišati ropotanje šivalnih strojev. Tukaj so izpod rok Joža Muleja nastajale najlepše gorenjske narodne noše. Pred hišo nas je pozdravila žena Anica, ki se še danes rada spominja žal že pokojnega moža in njegovega dela. Krojaški mojster Jože Mulej je bil poznan daleč naokoli. Zanj so rekli, da je šivanko držal že pri 3 letih in verjetno je bilo res tako, saj se je za krojača izučil kar doma v delavnici svojega očeta. On pa je ljubezen do narodne noše prenesel na svojo družino. Žena se spominja, kako mu je marsikdaj pomagala. Moj mož je začel narodne noše delati že pred 50 leti. Prej so pa delali konfekcijo razne moške gvante, kostime za ženske, pa se to od leta 1920. Je začel s tem njegov oče? Ja, njegov oče. Pol pa moj mož naprej tudi kostime, pa vse ostalo. Noše pa je zadnje leta. In kako ste vi pri tem vsem sodelovali? Ja, jaz sem, kar sem mogla, v moje moči, pa če sem imela svojo službo in sem zraven pomagala kompletirati. Likati srajce, franže delati za lajbče, to se reče franže, ali pa za rute, to isto. To veliko je bilo moje delo, zraven službe moje, sem tukaj pomagala. Je pa celotna vaša družina vpeta nekako v to obrt? Ja. Vse, ja. No, saj samo eno hčer imam in ta je šla tudi po njegovi poti. Žal, zdaj na dela, ne pa možu v službi. Se pa je izučila? Ja, krojačica je ona. Le malo kdo se je takrat ukvarjal s to obrtjo. Pa ni bilo blaga za dobiti, on vem, da je že takrat hodil v Avstrijo nabavljati. Aha, potem je vaš mož iz Avstrije prinesel vse potrebno in tukaj ste... Ja, vse, tudi za noše bo treba materijale. Z Avstrije tle ni bilo. Ne? Je mogel kooperanti gormet tudi za gumbe z Avstrije, vse tele materijale, ker ona je pa šla drugače z Ljubljane, Tončka Maroltova, Proh Mulejev, in pa nesla zapiske, kakšne materijale za narodno nošo, ker je ona pred 100 leti tudi ustanovila folklorno skupino, pa sama naredila, je tako original in prišla k mojemu možu in jo tako mora delati s takimi materijali, pa tako mora biti. Se pravi, mu je ona dala potem navodila, kako res mora to izgledati? Pa je bila stara 80 let, še šivala, no, da je že umrla. Tega pred 50 letem je pa šla k nam. V čem se recimo gorenjska narodna noša razlikuje od drugih? Ker v Sloveniji imamo precej različnih narodnih noš. Ja, seveda, dolenjska, tu so tudi bolj enostavna. Ženske imajo rutke, belokrajinska ima belo platno, pa pasovi. Potem Avstrijci imajo svojo. Kaj pa gorenjska? Ja, gorenjska, to je pa najlepša naša, pa najbolj dragocena, pa res original. Gorenjska za tale kraj. Zakaj se pa recimo vam v današnjem času zdi pomembno, da se ohranja ta tradicija, da se recimo ob velikih dogodkih oblečete v narodne noše, se pokažete ljudem, da vidijo, kaj je naša zgodovina, naša preteklost? Ja, to mi je zelo v tem. Tudi žal manjak se več šle na delati, 2 let neč več, ki je mož umrl. Pa jaz, cele hiše, tako let si so delale noše, 50 let. In da ne, kar jaz tudi neč več, samo to, da malo noše oblečem, pa jih vabim skupaj za razne nastope, sprijeme, tu imamo to, ne mi. Folklore pa druga, imamo 2 folklore. Tudi, vse v narodnih nošah. In zakaj se vam zdi to pomembno? Ja, pomembno hraniti treba, to je zgodovina. Noše so imeli že pred ne vem koliko let. Imam nekaj starih, 100 let. Pa čutite, da je to vaša dolžnost, da to naprej? Ja, in hočem z te hiše pravim, mož si dejal, pa delal noše, jaz pa kar popustila, vsi so rekli, moraš ti naprej malo. Nekaj narodnih noš gospa Anica hrani v skrinji v dnevni sobi. Seveda nam jih je s ponosom pokazala. Kaj sestavlja žensko narodno nošo? Da je komplet. Ima 13 artiklov. Najprej ima ošpekel, se reče, to ni bluza, ošpekel, untrca, obleka, birtah, sklepanec, mašna, zavijačka, ruta,
Takole mora biti obvezen nagelček, pa zavijačka, za poročene pavba. Avba je naglavno pokrivalo, bogatejše ženske so imele bolj okrašene. Vsi motivi pa so izvezeni na roke, za kar je potrebno okoli 6 ur natančnega dela. Gospa Anica hrani nekaj prav posebej lepih. Kaj pa moška narodna noša? Ja, moška pa to pa jrhaste hlače ima, škorne dolge, spodne hlače dol, srajco, lajbeč, klobuk. In potem smo odšli v delavnico, tja, kjer je gospod Jože preživel večino svojega časa. Včasih je prišel le na kosilo in potem nazaj na delo, je povedala gospa Anica. Včasih pa sta delo nadaljevala pozno v noč, saj se je bilo rokov za naročila potrebno držati. Kako je izgledalo delo v delavnici pred več kot 30 leti, se dobro spominja njegova vajenka Blanka Srna. Dober šef je bil tako. Veliko te je naučil. Natančen. Kaj pa je bilo takrat, kaj ni šlo vse po načrtih? Je pomagal, pa če ga kaj je sam popravil, pa sorte zga kjerkrat pihnil tudi kaj takega, pa... Glas, da pri Mulaju izdelujejo najboljše gorenjske narodne noše, se je hitro širil. Izdelali so jih za marsikoga, med drugim tudi za Avsenike. Avsenik je špilo po celem svetu, od Amerike do, Kanade, vse posod. Potem so bili Holandci, Nemci, so jih šli poslušati in so jim bili všeč noše gorenjske, so njemu šli Avseniku Slavcu, da naj pove, ki dobo noše, je dal naslov, prišel si s to ploščo, sliko, Mulaju, pa je naredil. In so rekli, takole hočem. Tako in tako, kot ima Avsenik. In tako so dobili. Ja, tako so dobili original. Vse narodne noše so bile izdelane natančno po več kot 150 let starem originalu, ki ga je krojač Mulej dobil na Rečici. Kakovostni materiali, doslednost in natančnost ter kanček gorenjske duše je potrebno vložiti v vsako narodno nošo. In kako se vi počutite, ko se recimo oblečete v narodno nošo? Ja, rečemo, lepo, pa je tudi težko. Pozimne zebe, poleti poroče, ne smeš pa nič dol dati. To oblečeš, kot za dekalca, mora tako biti. Kaj pa vaš mož, prej ste omenili, da se je zelo rad oblikal v narodno nošo? No, zelo, časa ni imel, drugače bi bil pa, to je skozi bil. Ja, zelo, ja. Je bil velik ljubitelj? Seveda, pa sam tudi delal, kaj, to je njemu pomenila noša, največ. Vsako posebej je izdelal z ljubeznijo, sedaj pa to ljubezen in spomine hrani žena Anica, ki se trudi ohranjati bogato etnološko dediščino in družinsko tradicijo na svoj način pelje naprej.